dejansko že desetletja, kot sem omenil, se mi srečujemo pri avtomobilski tako z dejanji, pripravljalnimi kaznivimi dejanji, se pravi od izdelave primernih orodij za vstop v vozilo, kajti pred 10 leti, 20 in sedaj seveda je glavni problem storilca, ko si najde primerno vozilo, kako vstopiti v samo vozilo in kako vozilo spraviti v pogon. Seveda, vstop v vozilo je še vedno zelo podoben kot pred leti, z uporabo različnih orodij, pajserjev, primonih topov, prirejenega orodja za odpiranje voznikovih ali voznikovih vrat. Potem, ko enkrat storilec vstopi v vozilo, pa se seveda sreča z problemom zagona samega vozila. Seveda mi rečemo s problemom, kajti za nas je to problem, za storilca pa, ki je pripravljen na izvršitev točno določenega modela, točno določene znamke vozila. To ni več problem, kajti storilci so naprej pripravljeni, s sabo prenesijo različna orodja in naprave, ki so lahko take velikosti ali pa v določenih primerih pri novejših vozilih celo vstopajo v elektroniko posameznega vozila z prenosnimi računalniki in pa z originalnimi ODB konektorji, ki so pač v prosti prodaji in jih lahko z nekaj znanja uporabljate tudi v namene izvrševanja tatvine motornih vozil, ne samo v servisne namene, čemu so prvenstveno tovrstna orodja namenjena. Ko storilec spravi seveda vozilo v pogon, vozilo odpelje iz kraja kaznivega dejanja in na samem kraju ponavadi ne ostane nič. Tako da, ko pride policija na kraj, pogosto imamo le prazen parkirni prostor, kajti če storilec na nekem kraju kaznivega dejanja deluje dlje časa, je neka verjetnost, da pusti določene sledove. Pri tatvinah motornih vozil pa lahko govorimo le o nekaj minutah oziroma povprečna tatvina vozila, ko je storilec pripravljen na izvršitev, se pravi, poseduje orodje za vstop, poseduje orodje za zagon in pa seveda ustrezno znanje za uporabo tega orodja, traja tam tatvina nekje do minute in pol. Od trenutka, ko vstopi v vozilo, do trenutka, ko se odpelje s parkirišča. Tako da ti časi so zelo kratki in včasih seveda je težko verjeti, da v tako kratkem času storilec zadevo odpelje. Mi pa seveda pri preiskovanju celotne problematike moramo določen del svojega časa posvečati tudi modusom, tudi temu, da ugotovimo, kako, na kakšen način je storilec na kraju deloval. Seveda s tem lahko potem v bodoče vemo in pričakujemo, kako se bodo zadeve oziroma trendi naprej razvijali. Tako da, kot sem že omenil, avtomobilska problematika zajema vse, od priprave orodij do razreza in prodaje rezervnih delov in pa končne prodaje predelanega vozila, v kolikor je vozilo predelano.